Dobrodošli na Vitovljah. Torej, cerkev, tako kot jo vidimo danes, ima svojo zelo burno in pestro zgodovino. Kot vidite, je tako zelo raznolika, sestavljena iz dosti različnih delov, večkrat prezidena, vmes porušena. Tisti najstarejši del je tukaj prezbiterij, ki je gotski, to nastane tam enkrat v 15. stoletju. Iz tega časa so tudi ti znameniti kipi. Ti, ki jih tukaj vidimo, sicer niso originalni, ti gotski, ki so bili prvotno, ker so ti shranjeni v muzeju, ki jih imamo tukaj. Je bil tukaj domač rezbar Stanko Rovatin iz Vitovelj, enako kot tudi oba kipa na stranskih oltarjih svetega Joachima in svete Ane. Posebnost teh kipov, prav teh originalnih, je bila v tem, torej prikazujejo Marijo, ki ne bo vzeto, in imamo levo, desno, Bokoče, Boksin in Sveti Duh. Prav ta prva skupina je imela to posebnost, da je bil Sveti Duh tudi prikazan v podobi moža, ne v podobi goloba, kakor je sicer navada v krščanstvu. In je bilo potem kasneje, v 18. stoletju to zamenjeno in nadomeščeno z podobo goloba. Potem cerkev tukaj v Ladji je bila seveda prvotno manjša, tukaj vidimo eno okno, kjer je danes zvonik, se pravi tista prva cerkev jasno ni imela teh stranskih ladij, kakor jih ima danes. Je pa imela potem v času turških opadov dobi obzidje, kar ste videli, smo prihajali skozi prav ta vhodni portal. Malo bolj gor je viden še en stražni stolp. Bila sta vsaj še dva, tukaj na tej strani, ampak sta porušena. In potem v tem kompleksu tega obzidja so bili potem tudi še drugi objekti. Danes je malo ohranjena samo ta spodnji objekt, kjer je bila še do druge svetovne vojne gostilna oziroma nek pokar romarski dom, pribežališče. Potem seveda, ko ta turška nevarnost mine, ko potem tudi ta romanja postanejo dosti bolj popularna, se pojavi potreba potem, da se to cerkev razširi in takrat dobi te stranske, obe stranski ladji, to je bilo približno tam v 18. stoletju. Takrat se tukaj tudi za nekaj časa naseli en puščavniški duhovnik, ki sem prišel iz Mirenskega gradu in tukaj potem, mislim, da bil skoraj 10 let, živel tukaj. Potem vse dogajanje malo presekajo tiste jožefinske reforme, kjer se je dosti teh cerkva, posebno romarskih, zaprlo. Enako je bilo tudi za to cerkvijo. Takrat je grozilo tudi, da jo bojo prodali, da bo razrušena, ampak so jo potem nekako domačini vzeli v brani z pogojem, da jo bojo vzdrževali, je bila ponovno odprta. In potem seveda postane to eno od zelo močnih tudi romarskih središč tukaj za pravzaprav celo Vipavsko dolino. To se nekako nadaljuje potem do druge svetovne vojne. V obdobju med obema vojnama, ko so ti kraji pod Italijo, so imeli ti shodi tukaj še en poseben namen. Torej ne samo verski, takrat dobijo tudi ta narodni pomen. Tukaj se je vendarle govorilo slovensko, se je pelo slovensko, ne samo cerkvene pesmi, se je pelo tudi narodne pesmi. Tukaj so imeli shode in pridige Filip Trčelj, imamo dr. Mirko Domate, imel tukaj enkrat duhovne vaje, pa zaradi tega imel potem težave z italijansko oblastjo, ne zaradi duhovnih vaj, ampak zato, ker so tukaj govorili petli slovensko. Ena močna zareza potem za Vitovlje se zgodi seveda tik pred koncem druge svetovne vojne, pol leta pred koncem novembra
ko Nemci to cerkev zminirajo in ostanejo samo ruševine. Sreče ostanejo nepoškodovani tisti prvotni gotski kipi, ki so bili ves čas takrat tukaj v cerkvi in tudi taki brezmadežni. Potem je ta cerkev tukaj bila praktično 20 let so bile ruševine. Zvonove so odpeljali v dolino, ker zvonik tudi ni bil več primeren, da bi gor bili. 3 baročni oltari, ki so bili tukaj, so se praktično uničili, raznesli. Danes vidimo nekaj fragmentov teh bogatih kamnitih oltarjev, tam je še nekaj par stebrov ohranjenih, ampak drugo se pravzaprav vse razneslo, uničilo. No, potem se je na pobudo domačinov tukaj iz Vitoval to cerkev začelo obnavljati. Tle ima res pravzaprav hmadane vsak svojo zgodbo, kako je pomagal. Ampak če ne bi bilo ljudi, ki bi takrat to zahradili, ta cerkev, seveda, verjetno danes ne bi bila taka, kakor je. Potem se je le nekako obnovilo, leta 76 ponovno posvečena in od takrat naprej tudi služi temu namenu. Seveda, mogoče v tistem materialnem smislu bolj revna, kakor je bila takrat, se pravi, ni tistih bogatih oltarjev, ni kora, ki je bil enkrat tukaj, prižnice in vse druge opreme, ampak zaradi tega morda še na en način pravzaprav bolj pristna, ker govori o tem pravzaprav, kaj je ta kraj pomenil tem ljudem. Leha, kaj dela. Zdravlja. Prazno. Nego baba pija. Nego ženske napija. Tina, questo è l'acquedotto? Sì, la cisterna e l'acquedotto romano. Hola, io te la devo. Vsako leto se želim, da bo tudi mene ratalo jeti z vami celo pot. Sam še let je premalo, ne? Tako da vam res čestitam tudi za tako organizacijo in za ta prav romarski duh pohodniški, ki ljudi povezuje. In ste vključili tudi svetega Pavla. Zdaj, jaz vas preveč skišno dolgo zgodovino ne bom mučil, verjetno, ker imate veliko podatkov že danes v glavi. Bogato je to območje tukaj pod Čavnom, zlasti pa tu, kjer se zdaj nahajamo. Ta plošča, ta naravna utrdba je omogočila, da je tukaj že daleč nazaj, kar je možno ugotoviti, vsaj 1500 tudi že pred Kristusom so bila tu naseljena območja. Arheologi so nekaj odkrili, velika večina pa ostaja še pod zemljo. In če je pod zemljo, je še najbolj zaščiteno, tako pravijo, ker danes denarja ni, da bi se raziskalo, odkrilo in potem tudi vzdrževalo. Se pravi, ta del, kjer smo zdaj, kjer je cerkev, in potem še gor, tukaj je bilo naselje, ki je nastajalo zlasti, se pravi, tam 4., 5. stoletje, 6. stoletje, Rimsko cesarstvo je propadalo in naravna utrdba je dobila zavetišče kot tudi drugje v tedanjem Rimskem cesarstvu.
prostor, da so se umikali kristjani, drugi prebivalci pred ljudstvi, ki so odirala na to področje. Se pravi, prvo cerkvico na tem kraju so verjetno zgradili že rimski vojaki, oziroma v tistem času, kar lahko zdaj ugibamo in imamo sledove za nazaj. Potem pa so kasnejša poročila, 15. stoletje, 16. je bila tukaj cerkvica, je gotovo stala cerkvica, ki je tudi potem, ki je bila z zvonikom, ki je bil tudi utrgba proti Turkom. Konec 18. stoletja, 1780, pa so morali vrtovinci cerkev porušiti, ker je Mežnar Franc Jožef dal navodila taka, kot veste, ne? On je bil tisti Mežnar, ki je določil, koliko sveč gori v cerkvi in tako naprej, in tudi cerkve mnogi so se takrat porušile. Tisto, kar pa daje poseben pečat temu kraju, je pa ta cerkvica, ki je nekaj posebnega, zato, ker so jo domačini tukaj z vseh vasi, tukaj okoliških, zgradili takoj po vojni. Prav cerkev je bila posvečena 19. maja 1946. Stavljate? Pravi, vrednost te cerkve daje to, da je bila res grajena v tistih težkih časih, z rokami pridnih ljudi, ki takrat niso imeli niti veliko za življenje, ampak jih je ta cerkev povezala. So mnoga pričevanja, kako so delo zidarjev, pa tudi gospodin, otrok, vsi, ki so tukaj nosili hrano, vodo in je bila cerkev praktično sezidana v dobrem mesecu. In kar je, že ko sem prišel sem, zdaj sem tukaj 3. leto župnik, sem takoj začutil, kako ljudje tukaj res čutijo Svetim Pavlom in kako povezuje ljudi in ima neko posebno moč. Jaz si to razlagam res bogato zgodovino, ki ga tukaj. In pa lahko rečemo, da je ta cerkvica, skoraj bi rekli, prvi spomenik vsem žrtvam druge svetovne vojne. Se pravi, to je pa tudi nekaj posebnega, namreč v cerkvi zdaj jih ni, so plošče z imeni padlih in drugih, ne glede na to, se pravi, vsem žrtvam, in kar je za današnji čas zelo pomembno, da znamo priti skupaj. Ne?